razreda, letošnjih prvohajencev. Soboto je ob 10. srečanje ministrantov, prav tako tudi otroškega pevskega zbora. Soboto zvečer, takoj po sveti maši, pa je srečanje, to je prvo srečanje delavnic molitve in življenja. Več o delavnicah molitve in življenja pa lahko tudi preberete na zlibankah, tam zadaj pod konom so, kjer je tudi marijanski koledar. Malo pogledajte, da ne pozamete. Lepo povabljeni soboto zvečer. Prihodna nedelja je 33. nedelja med letom. Ko je danes zahvalna nedelja, pa se lahko zahvalimo tudi za vse, kar je narejeno tukaj v cerkvi. Morda čisto na kratko. V zvoniku je nova osvetlitev prostora nad zvonovi, tudi tam, kjer so sirene za opozarjanje za nevarnost. Potem je obnovljen prostor, kjer so zvonovi, zidarska dela, nove stopnice, podesti v zvoniku, nova razsvetljava v zvoniku in tudi napeljava. V cerkvi so zamenjene vse reflektorske luči z varčnimi svetilkami. Tudi en reflektor je dodan, ta zgore, upam, da vas ne moti preveč z bleščanjem, ampak je lepa svetloba tu spredaj. Potem je tudi možnost, da se prižge lestenec že pri vhodnih vratih, kadar prihajate čistiti cerkev, da imate takoj razsvetljavo, da ni potrebno v temi do zakristije. Pa je tudi v zakristiji nova podometna omarica za zvonenje, nova stikala za vso razsvetljavo, tudi dodatne vtičnice, eno- in trofazne, prepleskana vratca, elektromarce. Čez nekaj časa bo še zakristija prepleskana. Pa tudi okrog cerkve je veliko narejeno, okolica, grmovje, posekano, sproščene poti, tako da je tudi to, kar je okoli cerkve, lahko v lepo naše uporaba in služenje. Tukaj bi se rad zahvalil tudi vsem, ki lepo skrbite za cerkev. To je toliko dela skozi leto, skrito mnogim očem, da je cerkev počiščena, okrašena. Že samo ti darovi, ki so tu spredaj pred oltarjem, nam sporočajo, koliko truda vloženega samo za to nedeljo. Potem tudi hvala za vse, kar je narejeno v cerkvi. Za vsa ta dela, koliko prostovoljnih ur, pa narejeno srcem, z veseljem do tega, da se nekaj dobrega naredi drug za drugega. Poklone za vse, kar naredite dobrega v župniji, tudi za vaše molitve. Tukaj gre zahvala tudi za tiste starejše, ki niti v cerkev več ne morejo, pa svojo molitvijo prosijo za nas, da mi lahko delamo, dokler imamo še moči in možnosti. Zato bomo tudi ob koncu zapeli zahvalno pesem kot molitev in zahvalo za vse, kar imamo. Spoštovani gospod župnik Jože Poje, na zahvalno nedeljo se zahvaljujemo Bogu, da vas je pripeljal med nas. Posebej pa se zahvaljujemo vam, da nam vsakodnevno preko svete Euharistije za izrečeno blago besedo in svojim zgledom posredujete Kristusa in nas znova in znova navdušujete za evangelij. Poleg vsega tega, povsem v tišini modro gospodarite. Naši zvonovi so eden izmed sadov vašega tihega, dobrega in modrega gospodarjanja. Včasih štejemo, da vas imamo in vam še enkrat izrekamo iskreno zahvalo. Hvaležni Vnančani.
te besede. Samo s to mislijo bi zaključil. Hvala vam, da tudi čutite vse, kar je dobro v tem kraju. Ker če je to vaša pripravljenost, tudi skupno prizadevanje, potem se lahko naredi veliko lepega in dobrega. Bogu hvala za to, da podpirate življenje v tem kraju s svojim zgledom, svojo molitvijo, pa s prizadevnostjo. Ob tej zahvali, ko so omenjeni zvonovi, sem jaz se začudil takrat, ko sem gledal nekaj fotografij ob pripravi na vse, kar je potem bilo tudi narejeno, koliko enega dela, koliko prizadevanja, ampak človek naredi takrat, kada dela srce. Tako kot je danes Božja beseda zelo naglasila, ko ima človek iskren odnos do bližnjega, z veseljem naredi. In takrat je življenje prisotno in ga imamo. Naj bo vse to tudi združeno v naši zahvali, v zahvalni pesmi.